Pozdravljeni, sem Peter Avsenik, vi pa gledate Domovinin podcast Vroča tema. Z mano je danes komentator, publicist, voditelj, maratonec, predvsem pa eden najbolj obveščenih novinarjev pri nas. Z mano je gospod Bojan Požar, lep pozdrav. Živo, hvala za povabilo. Naj povem, da se bova z gospodom Požarjem tikala, zato ker sva novinarska kolega. Razlog za današnje gostovanje pa je na dlani, torej njegova nova knjiga Gospod na tek. O knjigi prav kmalu, morda za začetek nekaj o tvoji novinarski karieri, torej že več kot 30 let, če sem prav ujel, si v bistvu del slovenske medijske scene, začel pri Slovenskih novicah, nadaljeval potem pri časniku Direkt. Od leta 2007 potem ustvarjaš portal Požar Report, kjer izvemo mnoge zakulisne informacije. V zadnjih letih pa ustvarjaš tudi nekaj časa si bil torej na televiziji, danes spletni portal Info 360, kjer gostiš eminentne goste. Kateri od teh projektov ti je najbolj blizu oziroma kateri te najbolj navdihuje? Ja, to je težko reči, ker vsak je bil dober v nekem svojem določenem okolju, oziroma času, okolju in času, ja. Tako da zdaj se mi zdi kar v redu, da recimo lahko pišem na svojem portalu, pa delam za nek drug portal, gostujem kot voditelj Ure resnice podcasta in to ta kombinacija mi je kar v redu. Predvsem se mi zdi tako, televizija nikoli ni bila čisto moj medij, ne. Vedno sem bil nekak gost, nikoli se nisem počutil na televiziji čisto domače. Zdaj, to, da zdaj vodim portal, oziroma podcast se mi zdi pa malo bliže temu siceršnjemu mojemu delu na portalu. Jaz sem bil vedno bolj pišoči novinar, in podcast ni čista televizija, čeprav je vizualni medij, tako da tole zdaj mi kar ustreza. To je tvoja tretja knjiga, predtem si napisal Nevarna razmerja slečene Slovenije leta 2002. Tako. Pa potem pred 10 leti še sicer neautorizirano biografijo Melanije Trump. Skupaj z Igorjem Omerzo. Skupaj z Igorjem Omerzo, tako ja. Obe ste bili uspešnici. Kako danes gledaš na te svoje, prve knjižne? Mislim, knjiga je tako vedno nekaj posebnega. Ko človek izda neko knjigo, je lahko tako zelo notranje, zadovoljen, potešen in tako dalje. V bistvu sem si želel že nekaj časa napisati eno knjigo, iskal sem pravzaprav neko določeno temo, da bi me potegnila. Ker zdaj knjiga zahteva kar nekaj samodiscipline, nekaj tega, ko pravimo na Štajerskem zisleda, treba je dolgo časa sedeti in tako dalje. In zato moraš biti posebej motiviran. In tako zdelo se mi je, tako bom rekel zdaj, ta Robert Golob oziroma fenomen tega Roberta Goloba se mi je zdel v bistvu ta prava tema za napisati. Hkrati pa mi je bilo neka olajševalna okoliščina to, da sem jaz napisal o Golobu ogromno število člankov in sem že zaradi tega zelo veliko stvari vedel o Golobu. To je bilo treba na nek način združiti, narediti neko sintezo in iz tega je to nastalo. Ampak moram reči, da ko neka knjiga izide, je to resno, človek je v bistvu lahko, kako bi rekel, se malo pohvalim, zadovoljen sam za sabo. Ampak dodatni motiv je pa to, da sta obe prejšnji knjigi zelo dobro sprejeti pri bralcih, obe sta bili po teh naših standardih res uspešnici. Recimo tista Nevarna razmerja slečene Slovenije, mislim, da so se prodala okoli 8000 izvodov. Zdaj Melanija sploh, ki je šla v tujini na Amazonu, pa tako dalje, te številke so bile še bistveno večje in to je bil recimo nek motiv, da sem se tudi lotil tega. Mislim, jaz sem ratno tako, da novinarski izdelek mora biti bom rekel, dobro sprejet med ljudmi. Mislim, lahko si zadovoljen, kadar ti članek prebere veliko število ljudi, kadar ti podcast gleda veliko število gledalcev, sicer dela samo zase in ni tistega pravega zadovoljstva. Delati treba za ljudi, ljudje morajo to brati, ljudje morajo poslušati, gledati in to je pol ta prav, bom rekel, feeling. Omenjala sva portal, ravno iz tega portala izhaja tudi material, v večini za tole knjigo. Gospod na tek, kar drzen naslov. Mogoče pojasniva najprej, zakaj takšen naslov in zakaj takšna fotografija? Ja, zdaj ni čisto, bom rekel, drzen naslov, mogoče se gleda samo na prvi pogled. Ampak v principu je to vse v knjigi pojasnjeno, zakaj je naslov knjige takšen, kot je. V nekem momentu, po neki seriji nekih obljub, požrtih obljub strani Roberta Goloba, so mu začeli v vladni koaliciji nekateri govoriti gospod na tek.
Se pravi, znotraj, v njegovem krogu. Ja, znotraj, pač, mislim, njegove krogov, znotraj vladne koalicije. Tam sem jaz to slišal. Ne. Nekdo mi je pač v nekem momentu eno dvijo rekel, Bojan, ne veš, kako zdaj pravimo Golobu v koaliciji, kako pa prav na tek, ne, gospod na tek, zato ker pač nateguje po domače rečeno ljudi, pri čemer je Golob, je pač gospod je v bistvu prevedeno, ne. Njemu so govorili mister na tek, ne. Aha. Se mogoče v angleščini se malo bolj dobro sliši, jaz sem potem to prevedel v gospod na tek, ampak sam rad bi še poudaril, da je še podnaslovje knjige Fenomena Robertina, ne. Tako, Robertina je pa skovanka kolega, ne? To je pa v bistvu to poglavje, ne, 6. poglavje napisal Ljuš Petinač, ne, moj kolega novinarski, pa komentatorski kolega, ker on je v bistvu avtor te skovanke Robertina, ne, in se mi je zdelo korektno, da mu pač ponudim potem tudi možnost, ne, da sodeluje pri tej knjigi in da pojasni, ne, recimo ta fenomen Robertine, ker to je čisto res, bom rekel, nek poseben fenomen v slovenski politiki. Ne. V uvodu že v bistvu se opredeliš do tega pojma svobode. Ne. Praviš, da je bilo poimenovanje nezavedno cinično. Pa bi rekel, da je bilo to nezavedno poimenovanje ali je bilo pragmatično? Mislim, to, kar se je v bistvu, če se je kakšen pojem izrodil, se je pač izrodil pojem svobode, oziroma besede svoboda. Ne. Neka stranka, neko domnevno gibanje se je pač nadelo izraz svoboda. Ne. Vsi vemo, kaj svoboda pomeni. Vse, kar počnejo v praksi, je pa kontra temu. Ne. Nič od tega ni, bom rekel, kar počnejo, nima ničesar povezano z svobodo. V bistvu samo kontra pojem. Ne. Vse, kar počnejo, je v bistvu neke vrste nesvoboda. Ne. Jaz to recimo sam občutil, ne, pač kot novinar. Kot novinar sem dal že veliko teh, bom rekel, veliko politikov sem dal skozi, veliko predsednikov vlad sem dal skozi, veliko teh nekih raznih zgodb, ne, sem dal že skozi, ampak taka neka, bom rekel, represija ali pa presija, kot se recimo zganja zdaj v času vladavine Roberta Goloba, kaj takega pa še jaz recimo nisem doživel. Ne. Tako da, mislim, če je to svoboda, točno tako, kot je pač v Petličevi zgodbi, ne. Zdaj je svoboda, treba je paziti, kaj govorimo. Ne. Veliko govora je bilo recimo pred prejšnjimi volitvami o teh tako imenovanih fokusnih skupinah, na podlagi katerih naj bi Golob opredeljeval oziroma ravnal. A ne? Bilo je pa takrat v bistvu čas, ko smo bili v epidemiji, ne? In se zdi, da je iz teh fokusnih skupin dobil ravno ta dva namiga, se pravi gibanje, ker ta gibanja ni bilo, in pa svoboda, ker je bila pač takrat silom prilike omejena. Mož vedeti, da je Golob politik, ki nima dobene ideologije. Ne? On ni zdaj levičar, ni desničar, ni ničesar. Ne? On je pač človek, ki skrbi samo zase. Ne? In bom rekel, tudi to, da dela z fokusnimi skupinami, je posledica tega njegovega karakterja. Ne? On se je pač odločil, da bo delal politiko tako kot bom rekel, kot nek poslovni projekt. Ne? To, kar recimo lahko proda na trgu, ne? Tega se pač on loteva. Ne? In fokusne skupine so v bistvu orodje za to. Ne? On pač naredi fokusno skupino, si recimo tako si plastično predstavljamo, ne? Vpraša, ali je ta voda dobra ali ne? In če mu fokusna skupina pove, da je ta voda dobra, potem on pač gre to vodo v nekem političnem jeziku prodajati ljudem. Ne? Sicer bi pač prodajal nekaj drugega. Če bi mu fokusna skupina povedala, da je Coca-Cola boljš od te vode, bi prodajal pač Coca-Cola. Nima dobene veze z ideologijo, z ničemer. On tudi nima dobenih, bom rekel, kakšnih posebnih vrednot kot človek. Ne? In ta knjiga v bistvu dobro to pokaže. Ne? V bistvu to knjigo je dobro prebrati zaradi tega, da zvemo vse o Golobu. Ne? In ko preberemo to knjigo, nam bo čisto vse jasno, na kakšen način Golob v bistvu funkcionira. Ne? No, ena fama, ki se je zgradila v bistvu že... Teda vsi tisti, ki zdaj govorimo, ne vem, Golob, levice, ne, levi politike, tako dalje, to vse je lari-fari. Golob ni ne levičar, ni desničar, on je pač človek, ki skrbi v bistvu zase, za svoje obdobje, za svoj lifestyle in za svoj žep. Ne. Mislim, to se sliši brutalno, pa tako pač je. Jaz to, bom rekel, ne sodim tega subjektivno, jaz to samo kot objektivno vidim in to pač opisujem. Ne. No, pa recimo pred prejšnjimi volitvami se je njega prikazovalo kot, oziroma se je neka fama okoli njega, češ da je vrhunski menedžer. Ti praviš, da to še zdaleč ni, ne, kljub temu, da jemlje očitno to politiko kot nek poslovni model. Jaz Goloba poznam že odprej. Ne? Tisti, ki ga poznamo, pač smo vedeli, da so vse te stvari, ki so se takrat prepovedovali leta 2022 odjemal ali pa jeseni 2021 v bistvu zlagane. Ne? Pač Golob se je uspel podati, edini njegov program je bil anti-Janša.
Ne. Takrat je pač v nekem momentu se je, to zadnje tranzicijske levice se je znašlo brez pravega kandidata, ki bi šel v bitko za Janezom Janšo. Golob se je na nek način vzpostavil, ne, in potem se je pač vsa ta mašinerija medijska odvila. Ne. Če bi recimo ti ali pa jaz bila izbrana kot nov obraz tranzicijske levice, bi tudi najadva tako hvalili. Ti bi bil Steve Jobs, jaz bi bil Steve Jobs in podobno. Ne. In šlo je v bistvu za neke vrste, tako kolektivno prevaro. Ne. Del slovenske politike, skupno v spregi z mediji, je v bistvu predstavil Goloba kot neke vrste volilno politično prevaro in potem se je pač mehanizem odvil. Ne? Ampak zelo hitro je prišlo do realnega stanja in zdaj danes v bistvu vidimo, ne, kaj pravzaprav Golob je. Ne? Ja, ampak se mi zdi, da še vedno je pa princip isti, ne? Še vedno je osnovni princip samo, da ni Janša, ne? In v bistvu na podlagi tega še vedno dobiva del javne podpore. Razumem, ampak stvar je zdaj pač ocene, ne? Ali pa neke prognoze, koliko se v bistvu še tale anti-Janša sistem, mehanizem ali kakoli, koliko se bo še to prijel med volivci, ne? Ampak dejstvo pač je, da zdaj se, če se človek pogovarja z nekaterimi pač iz leve politične opcije, ne? Tam nastaja zdaj celo neko gibanje, ne, ki bi mu lahko reči recimo antigolobizem. Ne. Ker recimo, rekel si, Golob ima nekih 15, 16, 17, 80%, samo teh 16, 17, 80% je pridelanih z ogromno denarja, z obvladovanjem medijskega prostora, z obvladovanjem anket in tako dalje, po logiki bi mogel imeti on nekih 80%, ne samo 80%, pa tako dalje. Ne. In jaz mislim, da se to, kaj ta antijanšizem ne bo pač več prijel, tako kot se je prijel leta 2022, ker je bila itak čisto neka druga situacija. Ne. V bistvu bo šel Golob v zgodovino kot nekdo, ki je v bistvu na nek način potolkel levico na volitvah leta 2026. Ne. To se bo po mojem zgodilo marca. No, bova potem še kakšno besedo več o teh volitvah, ki prihajajo, rekla. No, mogoče, če se vendarle zaustaviva še v tistem obdobju, ko je on prihajal na politično sceno. Ne. Zanimivo je... Mislim, Peter, on se je vračal na politično sceno. On je že nekajkrat poskušal v politiki, ne. Zdaj se je pač spet nekako, v bistvu se je tretjič, četrtič vrnil, ne. No, ampak takrat zanimivo, ne. Jaz sem videl v knjigi, ne. Že novembra 2021 si ti pisal, kako Golob prosi tedanje liderje od KUL-a, ne, da naj mu prepustijo LMŠ in pa SAB in da naj ga ustoličijo, ne. In zanimivo, ne, Nostradamus, vse to se je natančno tako zgodilo, kot si rekel. To je še po volitvah, ne? Tako, ampak natančno tako se je potem zgodilo. A se je zgodovina ponavlja pred temi volitvami z Levico pa SDM? Ja, zdaj del pač teh relativno še vedno visokih odstotkov za Goloba je pač tudi posledica tega, da je v bistvu posrkal, ne, odstotke od SD-ja, pod Levice in tako dalje. Ne. Na nek način se to, bom rekel, pač ponavlja v tem smislu, da Golob preprosto želi politično preživeti. Ne. To je pač nekaj veje, da njemu se ne gre samo zato, da politično preživi, njemu se gre v bistvu za neke vrste njegovo osebno eksistenco, kariero. Ne. Ker on v bistvu ni politik, to je pač njegov projekt preživetja trenutno. Ne. In če on recimo ne ostane predsednik vlade, se v zvezi z njim lahko zgodi še marsikaj. Ne. Danes, če se pogovarjate z ljudmi iz Levice, boste videli, da celo na levi strani grozijo Golobu z različnimi preiskavami, podobno vse te stvari, kar ne bi se dogajalo po volitvah, če izgubi Golob oblast. Tako da njemu se res, v bistvu se mu gre na nek način za preživetje. Ne samo za politično preživetje, ampak za preživetje. Ne. Ampak v katerem delu Levice se to dogaja, kar se razlagaš? Levice, jaz jemljem pač Levico kot Levico. Ne. To, da imamo zdaj stranko Gibanje Svoboda, pa da imamo stranko, ne vem, Vesno, pa Levica, pa da imamo stranko Socialne demokrate, to so v bistvu, kako bi rekel, neke frakcije leve politične grupacije. Ne, o tem pač govorim. Kadar govorim Levico, mislim na politični pol, ne mislim na stranko Levica. Ne. Zgodovina se pojavlja tudi v kontekstu Vladimirja Prebiliča. Že takrat pred prejšnjimi volitvami je razmišljal o neki županski listi, vse skupaj je padlo v vodo. Zdaj je ustanovil spet svojo stranko, spet mu ne kaže dobro. Ne. A se Prebilič ni ničesar naučil? Ne vem, jaz to, Prebilič je nek tak, zanj sem recimo vprašal Ljuša Batinača, ki pač pozna Prebiliča, verjetno boljš kot jaz, če ne drugače, na nek način sta kolega iz FDV-ja, ne. In mi je pač tako nekako mi je rekel, v bistvu nekaj, kar mi je recimo, bom rekel, kar strezno, ne, mi je rekel,
to je Prebilič. Ne. Vsi vi ga malo precenjujete, tega Prebiliča. Mogoče sem ga jaz malo precenjeval. Verjetno tudi Prebilič sam sebe malo precenjeval. Ampak pokazalo se je v principu, da brez neke avtoceste, ki mu jo to ozadje tranzicijske levice ni vzpostavilo, ni kaj dosti vreden. To zdaj, bom rekel, te zadnje mesece gledamo v bistvu neko serijo njegovih kiksov, in strateških, in taktičnih in tako dalje. To zadnji je bil tale, ki je pač šlo na tisto kosilo, ker bi v bistvu ga, če bi hotel še, koliko to, bom rekel, se vzpostaviti kot nek samostojen politični faktor, bi ga mogel zavrniti. Mislim, da je on naredil ključno napako v tistem trenutku, ko se je pač želel vzpostaviti kot upanje levice, govori spet o levi politični opciji, in se ni, bom rekel, bolj odločno ali pa dokončno distanciral od Goloba in od Zorana Jankovića. On bi mogel tukaj narediti nekaj res. In tega ni naredil in na koncu je ostal zakaj bi volil nadomestek, plagiat, če imamo recimo original Goloba. Tako dalje. To bi pač logično razmišljali. V kolikšni meri je pa tlele še vedno beseda od Kučana? Takrat se je veliko govorilo. Ogromno. Lejte, zdaj, ta knjiga nam je bolj pokaže. V bistvu leta 21 oziroma 22, ko se je Golob pač odločil, da se vrne v politiko, ker je nastal v medijih problem te njegove plače. 400-500 tisoč evrov je imel mesečne letne plače in 1 milijon evrov je pač imel neke nagrade vedno vsako leto. On je v bistvu 1 milijon do 2 milijona evrov vsako leto odnesel domov iz državne firme GEN-I. In to je bil takrat problem. Ne vem, če se spomniš. Ja, se spomnim. In kdo je rešil ta problem? Kučan. Kučan je v nekem intervjuju rekel, v nekem momentu, plača ni problem, visoka, če se jo zaslužite. Če bi Kučan takrat rekel, ta plača je problem, nesprejemljivo je, da nek državni direktor odnese domov 1 milijon ali 2 letno, bi bilo konec Golobove zgodbe. Kučan je bil v bistvu tisti, ki bo na koncu trasiral. Zato pravim, Kučan pač to moč še vedno ima. In tudi zdaj, recimo, ko se je pač Prebilič, ko je skušal Prebilič prehiteti Goloba, v nekem momentu tam na anketah smo že v nekem momentu pokazali ankete, da je 2-3% bil že za Golobom, zelo blizu takrat. Se spomniš, pred 3 meseci. In takrat vem, so mi ti Prebiličevi ljudje so mi rekli, viš, te 2-3%, to je samo vprašanje enega Kučanovega intervjuja za Nedeljski dnevnik. Če bi Kučan v nekem momentu rekel, ja, Prebilič je ta prav, bi Prebilič prehitel Goloba. Kučan tega ni rekel, je Prebilič pa to zdaj na koncu padel tam, kjer je. No, mimogrede, v tej knjigi pišeš tudi, da kljub temu, da je silno služil, Golob, da ni prav veliko pršparov. Ja, finance so pa uganka. Golobove finance so uganka, ker uradno Golob praktično nima nobenega premoženja. Nima svojega avtomobila, nima prihrankov. Ko je šel na volitve leta 2022, je rekel, da ima 180 tisoč evrov prihrankov. No to. Zdaj, Peter, kako? Plače je imel 500 tisoč evrov na leto, nagrado je imel vsako leto 1 milijon. In zdaj po vseh teh letih, to je trajalo 10-15 let, s tem GEN-I je prišel pa je rekel, da ima 180 evrov prihrankov. Uganka. Kako? Uganka, skratka to. Živi v najemniškem stanovanju, za katerega plačuje 4500 evrov mesečno, plus stroški, ki so zagotovo še 500 evrov, se bo zaokrožimo približno 5 evrov, to je 60 tisoč evrov na leto. Nima dobenih nepremičnin, razen nekaj nepomembnih parcel v Novi Gorici, ker hiša je, po ločitvi se je hiša prepisala na bivšo ženo. In je lastnik podjetja tega Star Solar, kjer so letni prihodki tam okoli 200 do 250 tisoč evrov. Zdaj natančno ne vem, koliko pa njemu potem dejansko ostane čistega dobička, pa recimo, da mu ostane 100 tisoč evrov, od tega da potem 60, pa plačamo osebno. In obstaja še neka postavka, do katere se pač ni mogoče prebiti, to je neke finančne naložbe v tujini. To je vso Golobovo premoženje. Zdaj, zakaj on recimo v teh 4 letih si ni kupil nepremičnine? Zakaj živi recimo v nemškem stanovanju, pa plačuje tako neracionalno veliko najemnino? Skratka, to je, bom rekel, sestavni del te osebe, ki jo imenujemo Golob, ki je predsednik vlade, ki vse je zavito v neko skrivnost, nič se točno ne ve. In če bi svoji mediji tukaj oddelali svoj posel, bi bilo pač z Golobom popolnoma drugače, kot je zdaj. No, ampak tudi, kar pove v nadzorovanem okolju, v kontroliranih intervjujih, kjer so vprašanja vnaprej pripravljena. Mislim, jaz lahko ugibam, so vprašanja naprej pripravljena, ampak včasih se Golob celo med intervjuji izda,
ko reče se v tem se bomo pogovarjali v nadaljevanju, kar ga že ve v bistvu. Ne. Tako da on hodi izrecno samo na tiste intervjuje, ki so v bistvu sto kontrolirani. Zdaj vidim, trenutno mu je najljubša novinarka na RTV Slovenija, mu je Tanja Gobec, ne, hodi tja k Urošu Slaku. Vprašanje, koliko časa bo še hodil, če ga bo Slak še dvakrat, trikrat tako pojel, ko ga je zadnjič okoli tega KPK-ja. Ampak jaz se spomnim, mi smo bila takrat, ko je on štartal, pač ko se je že odločil, da bo se vrnil v politiko, sem jaz poslal pač uradno prošnjo na GEN-I, če bi Golob pač prišel k meni takrat na intervju na Uro moči. Ne. Zdaj, te dni ni bilo dobenega odgovora, se čudo, zakaj ne, ampak niso imeli dobene telefonske številke napisane na GEN-I v tisti PR službi, ampak samo elektronski naslov. Ne. Ti si ga poklical, ne? Ja, bolj sem ga pa čakal, ker sem ugotovil, da imam pač njegov mobilni telefon in sem je v glasu. Ne. In sva takrat, mislim, 3-4 krat se je prekinil tisti pogovor, ki mi je rekel, da se pelje v Novo Gorico in je tam očitno mu avtomobilu prekinjalo. In je rekel, da on ne pride k meni na intervju zaradi tega, ker sem jaz enkrat pred 100 leti o njem pisal nek članek, v katerem ga nisem vprašal za mnenje. Ne, in potem sem jaz šel dejansko, pač v redu. Možno, meni se čudno zdaj, kako se to spomni, pa zakaj bi zaradi tega ne bi zdaj prišel na intervju, ampak rekel, da pač zaradi tega ne pride, ampak jaz sem šel potem gledati ta članek, ne, in sem ugotovil, da smo ga vprašali za mnenje. Je bilo njegovo mnenje navedeno v članku. Skratka, direktno se mi je, bom rekel, obraz se mi je zlagal, oziroma obraz po telefonu, ne. Ampak takrat nisem bil jaz pač pozoren na to, nisem si mogel misliti, v kakšne dimenzije vse bodo vse njegove laži, ne, ki se jih zdaj pač nakopičili v teh letih. Se praktično ne vem, vsako peto stvar se zlaže, ne? Ampak takrat še nisem bil to žal tako pozoren, no? Ker bi že mi takrat klike delal, ampak čudno se mi zdelo, da nek kandidat za predsednika vlade, pa je ki gre v politiko, se tako direktno zlaže, da stvari, ki jo je možno takoj v bistvu preveriti, no? Ampak zgodilo se je tako, no? Ko so enkrat pri Golobu pa medijih, ne, še vedno je nepojasnjeno tistih 103 tisoč evrov Vesni Vuković, ne. Kako si lahko en predsednik vlade takšno netransparentnost privošči, ne, ob dejstvu, da gre v bistvu za državno podjetje? Ne? Peter, lahko si privošči, če ga nihče s tem ne privija, ne, veš, ne, to zdaj pač ne. Ampak privila ga je tudi potem kolegica nekdanja, ne, Evgenija Carl, ne, če Ja, kako ga je privila? Mislim, kako? Privil sem ga jaz, privil ga je Peter Jančič, ne vem, kdo ga je še privil, ampak mediji ga pa načeloma niso tako privili. Niso ga spravili v situacijo, ko bi on to mogel povedati. Ne. Tako daleč pač nikoli ni šlo, zato ker je pač mediji, bom rekel, ne, pač fujejo to politiko antijanšizma, ne, in ker je Golob bil zadnji branik pred Janšo, pač ga niso zaradi tega privili. Ne. Ampak zanimivo je to, da je tudi Vesna Vuković sama obljubila, ne. Spomnim, Meta Roglič je pisala za portal N1, da je Vesna Vuković takrat, ko je povedala, da gre v politiko, da je rekla, da bo, ne vem, čez teden ali dva, da bo javno pojasnila, zakaj je šlo pri teh zneskih, ki so bili nakazani na njeno paralelno podjetje, ampak tega nikoli ni naredila. Ne. Tako da tudi ne samo Golob, v bistvu on je ko bi rekel, ta mehanizem teh laži, ne, je on v bistvu tudi razširil na svoje sodelavce. Ne. Tudi njegovi sodelavci so začeli lagati. Ne. Na koncu se začel lagati tudi njegov kabinet. Ne. Ne, morda ni smela, ne? Ja, ne vem, če ni smela, pa hoče reči, rekla je, pa tega ni naredila, ne, pa je kljub temu potem mediji niso vztrajali, ne. Ampak ravno ta zgodba z tem financiranjem Vesne Vuković oziroma celotnega portala Necenzurirano, ne, v bistvu kaže, ne, recimo kakšna je struktura teh v bistvu Golobovih medijev, ne. Po eni strani so se sami financirali pod mizo, ne, po drugi strani pa vsem drugim učitajo neko financiranje, ki je sicer nikoli ni bilo dokazano. Ne. Če je bilo katerim novinarjem dokazano, da so se financirali pod mizo, je bilo to dokazano Vesni Vuković, Tomažu Modricu in pa Primožu Cirmanu, ne, temu portalu Necenzurirano. Ne. Jaz pravim tako, no, da je to v bistvu to je ena od največjih prevar slovenskega novinarstva v tem obdobju samostojne Slovenije. Ta portal Necenzurirano, ti trije, ki so jih zdaj omenili. Oni v bistvu predstavljajo vse, kar novinarstvo ne bi smelo biti. Ne. Financiranje pod mizo, navijanje za neko politično opcijo, oziroma celo ne samo ne toliko za opcijo, koliko za nek ožji Golobov krog in tako dalje. Ne.
Vse, kar novinarstvo ni. In če je bilo takrat, v bistvu smo še lahko govorili o financiranju pod mizo, Ja. se pa zdi, da pred letošnjimi volitvami pa vse je bolj transparentno, ne? Novi medijski zakon oziroma novi milijoni za medije, nekatere pač. Pa še v bistvu napoved o čiščenju janšistov na nacionalki. Oni so v bistvu legalizirali to, kar počnejo pod mizo. To so zdaj legalizirali v okviru tega medijskega zakona. Ne? Če so Vesni Vuković plačevali pač denar pod mizo, jih bodo zdaj pač figurativno govorim, plačevali nad mizo. Ne? To so zdaj pač naredili. S tem, ker so legalizirali ta način financiranja, so ga tudi bistveno povišali oziroma povečali v številkah. Ne? To zdaj gre včasih, je šlo to v 100 000 evrov, zdaj gre pa to v milijone evrov. Ne? Kaj pove o Golobu ta njegova napoved, da je treba nacionalko očistiti janšistov, čemur se je začudila celo voditeljica Tanja Starič takrat? Ja, začudila, ne vem, če se, malo se je mogoče začudila, ona se intimno s tem strinja, ne? Intimno se je s tem strinjala. Samo ni pričakovala, da bo to... Ve pa, to pa je pametna, ne pa ve, da se pa v tem ne sme v bistvu javno govoriti. Ne? To v bistvu samo potrjuje to, kar kaže ta slika. Ne? Golob je pač, ne vem, človek, ki nima nobene ideologije, ki je narcis in ki je po svoji značajski zaturi avtokrat, ne? Diktator, ne? Pač ni navajen, da se mu reče ne in on tako funkcionira, ne? To je pač, bom rekel, niti si ne more pomagati, ne? Mislim, da on to misli, da s tem nič ni narobe, ne? To je, bom rekel, takšen mentalni sklop je to, ne? To je takšno stanje duha, ne? Ker ti misliš, da nič ni narobe, če očistiš, ne? Nek medij v tem smislu, da pač se ne sme razmišljati nič drugače, kot ti misliš, da bi se morali, ne? Ampak v tem istem mentalnem kontekstu bi se dalo vrstiti tudi njegovo napoved o čiščenju janšistov na policiji. Ja, vemo, da zdaj v bistvu on ne problematizira oziroma problematizira tista 2 SMS-a, ne vidi pa v bistvu tega, da je on v bistvu na javni televiziji oziroma na televiziji nasploh povedal, da ste se dogovorili. On nikoli ni naredil, bom rekel, tega preskoka. Ne? On pač tako kot je verjetno funkcioniral doma v družini, ne? Tako kot je funkcioniral v nekem podjetju GEN-I, ne? Tako on v bistvu funkcionira pač zdaj na nivoju države. Ne? Pač kot predsednik. Pozabil je, da ni več direktor GEN-I in da ni več samo direktor Star Solarja, pač, ker tam on odloča in tako dalje, in da je zdaj postal pač predsednik vlade, ki pač odloča na nivoju države, gre za usode ljudi in tako dalje. Ne? Tega preskoka ni naredil. Ne? Pač, ne? In to je človek, ki verjetno, ne vem, od najstniških let nihče več nikoli ni rekel ne. Rojen je bil za srebrno žlico, ne, pa zlato žlico, kako pač rečemo, in pač to je zdaj odraz tega, ne. To je tako, bom rekel, res nek zanimiv sklop nekega značaja, nekega političnega konteksta, ne, in pač to se zdaj vse skupaj nekako, bom rekel, izrodilo, ne. Ko smo enkrat pri nacionalki, mogoče v tem kontekstu še to... Do mene v principu ta njegova izjava nič kaj dosti ne preseneča. Ne? To mene samo, bom rekel, preseneča me pač tako, kakšno toleranco uživajo te izjave, recimo pri njegovih volivcih, ne? Pri večini medijev in tako dalje. To me bolj preseneča, kot pa to, kar on počne, recimo. Ne? Toleranca je v bistvu malo manjša, kot je bila svoj čas, ne? Pa se ti zdi, kako? Mislim, če gledamo po javni podpori, vendarle ni več to... Ja, po javni podpori, ampak drugače, bom rekel tako, v javnem prostoru, v medijih, pa se mi zdi, da je še vedno toleranca v teh njegovih, ne, bom rekel, izjav, ne, še vedno precejšna, ne. Res pa je, sveda, zgubo je pa sveda približno 60, 70, 80% volivcev, to pa ja. Pa v bistvu je izbranec botrov tudi za te volitve, ne? Kako? Če pogledava, izbranec botrov. Ja, ampak tako, izbranec botrov za nekim, dobro, Janković že ve, zakaj je on pač njegov varovanec, ne? Ker Janković ima od tega določene materialne koristi, pač to je evidentno, ne? Mislim, Janković konkretno obvladuje celo, bom rekel, direktno nekatera ministrstva, recimo tam, ker se mu zdi, da je pač njegov interes zelo močan, mislim,
ker ima velik interes, ne, recimo, ne vem, Ministrstvo za naravne vire in prostor in tako dalje, dovoljenja, vse te stvari. To, ne, Janković točno ve, zakaj tukaj se gre. Ne. Bolj bega to, zakaj se nekateri politični botri, ne, recimo v imenu nekega antijanšizma, ne, zakaj pa ni še vedno uživa tako podporo. Ampak mislim, da je to bolj za stisnjenimi zobmi. Komi ga še prenašajo, komi ga še gledajo, ampak nimajo pač drugega. Ne. Ampak govorijo recimo o nacionalki na eni strani, pa o Jankoviću na drugi strani. Zadnje čase so se kar resno lotili ljubljanskega župana na nacionalki. Ja, to je zdaj... Kako si drznejo? Ja, gledajte, vse to zdaj ni. Zdaj pač stvari so, bom rekel, tudi med temi novinarskimi ekipami, ne, ali pa novinarji gre za različne frakcije, spopade, eni so bliže SD-ju, eni so bliže Svobodi, eni so bliže Levici in tako dalje. Ampak tukaj recimo to, da je na Tarčo prišel cel nek tožilski spis, ne, tukaj se mi zdi, da še ni čisto jasno, mislim, kako je do tega prišlo, ne, ker zagotovo recimo Levica, ne, leva politična opcija ni imela motiv, ne, da se zdaj obračunava z Jankovićem, ker to škodi, bomo rekel, Levici pred volitvami. Ne. Desna politična opcija nima dostopa do teh stvari na tožilstvo, ker tožilstvo obvladuje Levica. Tako da očitno se je tukaj pojavil nekdo tretji, ne, nek tretji dejavnik, mogoče kakšen tožilec, ki se mu je zagabljal vsa stvar, ne, ker več ne more teh stvari gledati, ne, in je recimo dal takšno dokumentacijo ven. Ne. Tako da tukaj si recimo vse jaz še nisem čisto jasen, kaj se je pravzaprav zgodilo, ampak očitno se mu v pravosodju nekaj dogaja. Imamo sodni svet, imamo razrešenega predsednika Ljubljanskega okrožnega sodišča Pogačnika, Miodrag Đorđević, predsednik Vrhovnega sodišča, ni uspel podaljšati mandata nad 70 let in tako dalje. Tako da očitno se je v pravosodju začel nekaj lomiti in mogoče je tudi rezultat teh lomov to, da je pač prišel ta tožilski spis na Tarčo povezan z Jankovićem. To za Golobo dela zdaj veliko škodo. Ne? To, mislim, tukaj ima Golob, bo imel po mojem, če bo zgubil volitve, bo to tudi eden od razlogov. Ne? To, da pač je on varovanec Zorana Jankovića in da je Janković pojem nekega najkoruptivnega politika v državi, to mu zna zelo škoditi. No? Govorila so o tem, da Janković v bistvu ima koristi od tega, da je Robert Golob na položaju. V knjigi omenjaš tudi eno teorijo, ki sicer ni povsem dokazana, ampak da naj bi bila tudi Tina Gaber Golob del tega, oziroma da naj bi bila celo nameščena. Ja, mislim, kako ne rečem, ne, ja, kot del srbskega podzemlja. Ja, so indici, ne, so indici. Lejte, zdaj, pač, koliko sem se jaz pogovarjal z ljudmi iz kabineta predsednika vlade Goloba, so mi rekli, da je Tina Gaber pa začela prihajati novembra 2022, naenkrat je prišla v kabinet, tam in potem pač se je razvilo to, kar se je razvilo. Ampak zadnjič pa Janković sam, zdaj po nerodnosti, ali se je pač hotel pohvaliti s to informacijo, je rekel, ne, da Tina Gaber pa Golob sta se v bistvu začela hoditi, se pa spoznala že avgusta v neki gostilni tam pri Žabaju, ne, v Ljubljani. Ne. Skratka, zdaj, zakaj je bila Tina Gaber na kosilu z Robertom Golobom v gostilni Žaba avgusta 2022, zakaj je bil zraven Zoran Janković in tako dalje. In hkrati so informacije, da je Tina Gaber pa zapravo res, ne, bom rekel, lansirana Golobu za to, ne, da se Goloba obvladuje. Ne. In ko človek, bom rekel, tudi če ni predstavljaš neke blazne teorije zarote, to pogleda, ne, z različnih zornih kotov, bi taka teorija res znala držati. Ne. To, da se pa srbska obveščevalna služba BIA aktivno umešava v slovensko politiko, je pa dejstvo. Ne. Tukaj je, v Golobovem času je prišlo samo nekaj milijard evrov srbskega kapitala, ki je mogoče tudi ruski, ne, pa vse delo tudi ruski, in vse te stvari ne grejo mimo obveščevalnih struktur. In pač zgodba je lahko tudi takšna, kot je. Ne. Če se mogoče za trenutek odmaknem. Če te stvari ne morem dokazati, jaz samo pač lahko ugotavljam, popisujem, ne, naj si ljudje pač ustvarjajo svoje mnenje o tem. In povezuješ različne črte, ja. Če se za trenutek odmakneva od Roberta Goloba, pa greva še na neke druge stvari, ki jih omenjaš tukaj, predsedniške volitve 2022. A se vam zdi, a se ne zdi res, ko bom rekel, ampak mislim, zlasti, samo da to še končam, pa gremo potem takoj na predsedniške volitve.
nenormalen vpliv Tine Gabe, ne, na Golobovo. Ta vpliv je nenormalen na njegove odločitve. To je vpliv že, bom rekel, že direktno. Ne. In, ki ga on niti ne zanika. Ne? kako? Ki ga on niti ne zanika. Ne? Ja, v bistvu ga niti ne zanika. Vse po mojem ga tudi ne sme zanikati. Ne. To lahko bi takoj po glavi pobuči, če bi ta vpliv zanikal. Ne. Ampak hoče reči, da ta vpliv v bistvu ni na nek način normalen. Ne. Tudi jaz recimo v knjigi sem že pred časom pisal o tem, ne, da so govorice, da se pojavlja ideja, da bi Tina Gabe kandidirala za poslanko. Ne. Danes o tem pišejo, kot vidiš, tudi drugi mediji. Ne. Ni izključeno, da ne bo kandidirala za poslanko na listi Gibanja Svobode. Ne. Kaj bi rekel? Kako? Kaj bi ti rekel? Ne hočem povedati, da je ta vpliv njen res nenormalen, no? In da Golob ga ne zanika, ga celo sprejme in to je na nek način dejstvo. Ne? Zato pravim, da se mi zdi malo nenavadno, da bi kar naenkrat Tina Gabe samo od sebe, ne? Veš, začela hoditi v nek kabinet, spoznala Goloba, začela živeti z njim in tako dalje, ne? In potem uveljavlja ves ta vpliv. Ne? Jaz pač sem pristaš teorije, da so te stvari bolj ali manj zorganizirane. Ne? Z Golobovim vedenjem? Ne, mislim, da ne z Golobovim vedenjem. Aha. Zdaj je pa itak že ujetnik tega. Ne? Golob je v bistvu manj samostojen, kot si mi mislimo. Ne? Mediji so mu bili posojeni, mu jih je ta tranzicijska levica posodila, koliko je včasih posodila Marjanu Šarcu, pa je Miro Cerarju, da je ustvarila mit o Golobu, pomembne odločitve zdaj sprejema Tina Gabe. Ne? Tako da ima bolj ali manj, na koncu določa manj kot mi dva, veš. Zvezane roke. Zvezane roke, ja. Ok, pa če se dotakneva, sem omenil predsedniške volitve. Potem, ko je v bistvu Logar tam pač moral priznati poraz proti Nataši Pirc-Musar, si že napovedal v bistvu, da bo ustanovil svojo stranko. A imaš občutek, da je bilo to dogovorjeno? Ne, jaz mislim, da še Logar na volitve so za zmaga, ne? Govorim potem o njegovi stranki. Ne? Pojavljajo se različne interpretacije ustanovitve nove stranke. A gre za satelit od SDS-a ali ne po tvojem? Mislim, da ne. Pripričal sem, da ne. No, jaz mislim, da ni možno tako 1000% ustvarjati nekih satelitov. Ne? Ti lahko, bom rekel, vplivaš na to, ampak bi pa tako, bom rekel, da bi prišlo tako dogovorno, kot se zdi, pa mislim, da to ni možno. Ne? Ampak sej pa nas so te očitki o satelitstvu, se lahko razporedijo po celi politični opciji. Ne? Čigav satelit je pa SD, čigav satelit je Svoboda, čigav satelit je Levica. Ne? To so, mislim, čigavi sateliti. So to sateliti tranzicijske levice, kako? Ne? Veš, to je, ta debata o satelitih je vedno možna. Ne? Mislim pa, da je Logar, bom rekel, Logar je desnosredinski politik in je praktično in teoretično naravni zaveznik, ne? Recimo ostali strank na desnici, NSI-ja, SDS-a in tako dalje. Tu je pač, mislim, debata o takih direktnih satelitih po mojem ni čisto logična. Ne? Ok, ampak v svojih člankih in v knjigi seveda tudi, ki jo članki sestavljajo, greš dostikrat precej v intimo, v zasebnost določenih politikov. A se ti zdi? Jaz mislim, da gremo, da še pa je malo, no? Ker mislim, da boš vedel, intima je ključna, ravno to sem mislim vprašati. Intima je del sprejemanja političnih odločitev, ne? Sej vid. Poleg tega pri Golobu in Tini Gabe, ona se razgalja svojo intimo, vsak dan razgaljata. Ne bi bilo pač smešno, da bi zdaj gledali stran pod mizo in o tem ne bi poročali. Ne? Na začetku je bil Golob zelo, bi rekel, zadržan do tega, da bi njegove otroke kazalo v javnosti, na kar se je sam začel v bistvu v javnosti z njimi pojavljati. Ne? Ja, to je pač, mislim, že v uvodu napišem, da imam včasih občutek, da je Golob neka fake oseba. Ker vse, kar je pač rekel, je požrlo. Tudi to, da potrebuje svojo varnostno službo za to, da bo čuval svojo družino, se je izkazalo kot laž. On je že v bistvu prej delal varnostno službo, predno se je njegova družina pojavila v javnosti. Takrat se spomnim, to je Boštjan Lindov, pač nesojeni direktor policije, povedal, da je Golob na sestankih z njim razlagal, da pač potrebuje varnostno službo, ker se je na portalu Požar je pojavila fotografija njegovega otroka iz Brusla, ampak potem se je izkazalo, da je Golob hotel imeti varnostno službo svojo, že predno se je sploh ta fotografija pojavila v javnosti. Tako da praktično vse, kar reče Golob, je zlagano. Tako da okoli tega, da mu je bilo, mislim, del tega tudi je to, da je imel neko lažno skrb za svojo družino. Ampak ko gre za v bistvu ta
recimo temu, bolj zasebni del, kje vidiš to linijo med interesom javnosti pa med razkrivanjem teh podrobnosti o zasebnem življenju? Jaz te linije v bistvu ne vidim, Mislim, linija pač ok. Linija se lahko določa od primera do primera, ampak načeloma pa teh javnih osebah jaz te linije ne vidim, Se mi v bistvu ne pišemo o tem, jaz pač nikoli ne pišem o tem, nikoli ne grem v intimo, Pišem o zasebnosti, ampak to ni intima. Nikoli ne grem pod juhe. Jaz ne opisujem nekih erotičnih poz pred Golobom in Tino Gaber, To je recimo neka intima. Opisujem to, poskušam iskati razloge, zakaj se sprejema neka takšna odločitev, ki je včasih povezana z zasebnostjo teh ljudi. Zlasti z njihovim karakterjem, načinom življenja in tako dalje. Ko gre enkrat za to polje... Predvsem pa je pri teh dveh, pri paru Golob Gaber, isto kot pri vseh drugih teh parih, ki so na položaju, je pa seveda tudi povezano to z porabo javnega denarja, proračuna in tako dalje. To imajo pa ljudje pravico vedeti. Vsi ljudje imajo pravico vedeti, če se Golob in Tina Gaber peljeta na letališče, da bo ta šla nekam v Pariz, davkoplačevalci kupijo avionske karte, in potem se tam zaradi nekih zasebnih stvari se nekaj spreta v avtomobilu in Gaber pa zapusti letališče, karta gre v nič, in ljudje imajo to pravico vedeti. Vse to je logično. En takšnih parov je tudi Urška Klakočar Zupančič. Se spomnim, Nataša Pirc Musar, ko je bila še informacijska pooblaščenka, je v nekem momentu, jaz se dobro spomnim teh njenih besed, je rekla, da ljudje imajo pravico vedeti vsako stvar, ki zadeva javni denar. In to je zato. Jaz se tega kot novinar držim. To je dejstvo. No, ampak v tem kontekstu je še en tak par nastal zdajle, pa mogoče že dlje časa trajal. Že kar nekaj časa je. Urška Klakočar Zupančič pa Borzuljan. A je bil... Kdaj se je prenehala ljubezen med Klakočar Zupančičevo in Golobom? Ker ona dva v bistvu na volitvah sta bila... Vprašanje, če se je sploh prenehala ljubezen. A tako? Jasno zdaj. Vprašanje, če se Klakočarjeva z Zuljem zgolj ne tolaži, ker pač ni z Golobom. Veš, to zdaj lahko samo ugibava, ampak dejstvo je, da se je Urška Klakočar Zupančič, jaz pa ne vem, kaj se zdaj dogaja v njeni glavi, ampak ona se je preprosto želela, da bo pač živela z Golobom. Ona je bila predsednica parlamenta, si predstavljaš to situacijo, on bi bil predsednik glave in skupaj bila par. To je zdaj, kako se je ona v tej svoji glavi to predstavljala, zdaj seveda mi da se svojim, ampak to je bilo res v njeni glavi. In tisti skip, ko je pač v igro, pa v Golobovo življenje stopila Tina Gaber, se je pač njej z tega vidika podal svet. In če se veš, te stvari se še zdaj vlečejo, Golob še zdaj ne pride na nobeno slovesnost ali pa nobeno proslavo v državni zbor, zato ker v nekem momentu takrat pred časom Klakočarjeva ni pustila, da bi Tina Gaber sedela v prvi vrsti državnega zbora na proslavi. In od takrat naprej traja ta zamera. In Golob tja recimo na te, bom rekel, proslave, ki jih ima državni zbor, nikoli ne pride. Zato ker takrat Urška Klakočar Zupančič ni dovolila Tini Gaber, da bi prisostvovala, ko še nista bila poročena in tako dalje. Tako da to je po mojem strašna razmera in ta odnos nikoli ne bo, nikoli ne bo čisto razjasnen. Tudi recimo zadnjič, ne vem, če si ogledal tisto fotografijo iz Dražgoš, ker sem se v nekem momentu srečal pogled mame Tine Gaber, tako, in Urške Klakočar Zupančič, kakšen pogled je bil to, Mislim, kadar so smrtni sovražnice, Tudi vse pove, To so te fotografije, ki niso kontrolirane, potem pa ti več povedo, kot vsi romani skupaj. Ampak ko gre enkrat za Urško Klakočar Zupančič, se mi zdi, da zadnje čase pa ga pokriva tako medijsko. Ampak to je stvar te politične eksistence. Ona je pač ugotovila, da zdaj prihajajo volitve, tako kot je Golob zdaj ugotovil, da je, lahko se pa zdi, da se ne bom izvoljen, bom pa padel vse skupaj v življenju. In isto je zdaj ugotovila Klakočarjeva. Zdaj se pač ta romanca, romantična vodenje, romantična politična plat se zaneha, zdaj pride teda realnost, pride volilna kampanja, lahko da več nisi izvoljen, kaj bo naredila Urška Klakočar Zupančič. Vprašanje, koliko časa, če ne bo več politik, če ne bo več imela te, oblasti afrodizijak, bo Zuljan jo gleda kot boginjo, če ne bo več
poslanka, bo stvar seveda bistveno drugačna in tako dalje. In zdaj se nekako soočajo z realnostjo, ne? In zato pač mora zdaj, bom rekel, požreti, ne, v svoj ponos, so dostojanstvo, ne, govoriti največje neumnosti, ne, samo zato, da brani Goloba, da je Golob seveda uvrsti na kandidatno listo, ki bo mogoče potem ponovno izvoljena. Pa jo bo uvrstil po tvojem? Jo bo uvrstil po tvojem? Ne vem. To pa zdaj lahko rečeva ja, lahko rečeva ne. Listo, kandidatno listo Gibanja Svobode sestavljata dva človeka. Robert Golob, Tina Gaber. Ali pa Tina Gaber in Robert Golob. Ali boste dala gor Urško Klakočar Zupančič ali ne? To bomo zdaj videli, mislim, da 12. 14. februarja. Ne? Je mogoče več odvisno od Tine. Pa tudi je več odvisno, kaj jo boste dala. Če boste dala nekam v Škofjo Loko, ne bo izvoljena. Ne? Če jo boste dala v Sevnico, bo recimo izvoljena. Predvideva bo, ne? A bo Tina odločala, a bo seveda, Robert Golob? Tudi. Ja, glej, ampak takle imamo, ne? No, v knjigi v bistvu se sprehodiš kronološko čez 4 leta tega mandata, praviš 4 leta vladavine Roberta Goloba je tudi na naslovnici. Ja. Še nekatere afere omenjaš v svojih prispevkih. Stavba na Litijski, ne? Kam seže odgovornost za nakup te propadajoče stavbe? Menda tudi sodnikom ni bilo najbolj všeč, da bi neko rabljeno stavbo... Tri osebe so odgovorne. Dominika Švarc-Piper, bivša ministrica, ki je odstopila, minister za finance Klemen Boštjančič, ki je dal denar, in Robert Golob, ki je to dobil. Ti trije so odgovorni za afero. Vse te zgodbe o nekih uradnikih, Gojkovičih, Starčkih in tako dalje, to je vse larifari. 3 osebe so za to odgovorne. Ampak zanimivo, da je princip zelo podoben kot zdaj pri umoru Aleša Šutarja. Ne? Odide ministrica SD, tisti, ki so dejansko odgovorni, Mesec pa Golob, ostaneta na položajih. Ne? Zakaj ima recimo Golob tako afiniteto do Levice? Res samo zaradi tega, ker je, ne vem, programsko v bistvu sloni vse, kar on počne na programu Levice? Ja, malo je že, bom rekel, Golob ni imel nobenega svojega programa, Levica ima nek svoj ideološki program in Golob se ga je pač tekak nalezel. Ga je, kako se reče... Posvojil, ne? Posvojil, ja, recimo, ne, pa usvojil, pa karkoli, no. Ampak drugače pa v nekem momentu, če bi seveda on Golob začutil, da mu gre za nohte, bi žrtvoval tudi Meseca, ne, o tem ni debate, ne, ampak zaenkrat pač še očitno ni prišlo do te situacije, ne. Pokazalo se je pa tukaj, no, v primeru tega Aleša Šutarja, da je tudi njemu, bom rekel, popolnoma vseeno, ne, na tem, bom rekel, mikronivoju, popolnoma vseeno, recimo za družino Aleša Šutarja, ne. Šel je k ženi, domnevno je dobil tam dovoljenje, da lahko zakon imenuje po ubitem Šutarju in kaj se je zdaj zgodilo? Ničesar. Zdaj se vidiš, v kakšno smer je preiskaval, v smer tega, je bil Šutar poln kokaina, ali je bil vinjen, ali je kakšna priča, ki je lagala tam pred zaslišanjem, pred preiskovalnim sodnikom. Očitno tudi krivca ne bojo nikoli našli, ne. Tistega, ki so ga takrat aretirali, so ga aretirali verjetno samo zato, da bi malo potolažili javnost, pa politično reševali Goloba, ne. Še vedno pa ne vedo. Tako? V vsakem primeru mislim, da bi mogel odstopiti direktor policije, v vsakem primeru, ne. Zlasti potem, kar se zdaj dogaja, ne. Zanimivo, ker si omenil to, da je šel on do žene. Jaz sem to zadevo preveril, on dejansko šel do žene, samo kaj bo v bistvu ena popolnoma razrvana žena 2 dneva oziroma nekaj dni po smrti moža. Ne? Kako naj ona ve, kaj bo iz tega zakona nastalo? Ne? V bistvu ni mogla vedeti. Ne? Ja, seveda ne. To je bila čista, bom rekel, to je bila ta brutalna poteza. Ne? Jaz tudi recimo, zdaj, ko gledamo, kako Golob obiskuje razne te ranljive skupine, starostnike in tako dalje. Meni so takrat recimo že, jaz sem postal na to pozoren pred 1 letom in sem se pozanimal, ker pač imam nekaj tudi zasebnih teh povezav in so mi prosto rekli, da iz kabineta predsednika vlade pokličejo, ne? Tam recimo neko društvo in rečejo, da bi Robert Golob, predsednik vlade, bi rad prišel tja. Jaz seveda pač tisti, ko vodijo to društvo, zdaj nerodni mi reči, tudi če se ne strinjajo s tem, ker vejo, da bo prišlo do zlorabe, zaradi pač nekih političnih interesov, pa promocije in tako dalje, pač rečejo ja, in potem preprosto Golob pride tja, se poslika in gre. Hočem reči, precej brutalno deluje, in po istem principu je on šel tudi k tej ženi pokojnega Šutarja, Pa po istem principu tudi je šla Tina Gaber Golob, tedaj še Gaber, otrokom, Saj veš, takrat, ko se je pripeljal, ti si zlati koči, zaboč, tako dalje, In potem je ravnatelj tiste šole govoril, da so si otroci zaželeli Tino Gaber. Kateri otrok, prosim, pa pozna
tistih učencev poznati Nogabe, da si je no zaželel. Ne. To so vse te zgodbe, ne. Bom rekel, ki so narejene na silo v smislu te politične promocije in tukaj se ta par obratina niti malo ne drži nazaj. Oni pograbijo to, koliko se da, izkoristijo in potem zavržejo. Ne. In tisti starši, ne, ki se niso strinjali s tem, da bi se z njo slikali, ne, so v bistvu potem skozi okno mogli gledati tistega Božička. Ne. No sej, kaj ti to pove? Ne. Kaj ti to pove o značaju? Ne? Čez 2 meseca so volitve, ne? Zdaj skoraj natančno 2 meseca. Kako vidiš ti aktualno situacijo? Videti je, govori, da so že edini Golobov program je spet anti-Janša. Ja, pa to smo vedeli, Peter, vedeli smo, da bo do tega prišlo, ne? Ja, da bo pač to. Ne? Praviš, da ni več take mobilizacijske moči, kot je bila? Ne, jaz mislim, da zdaj tako, da je zdaj, mislim, da tudi ta nervoza, ki je, ne, vidim pa Golobu, pa pri teh ljudeh iz tega ozadja, te levice, oni očitno operirajo z nekimi anketami, ki so bolj realne. Ne, in te ankete potem pač sprožajo to nervozo, pa te živčne reakcije, ki se zdaj pač pojavljajo v medijih in tako dalje. Jaz mislim, da se jim bo tokrat nekako zalomil. Ne? Tokrat mislim, da ne bodo uspeli sestaviti neke palete teh strank, s katerimi bi potem sestavili vlado, kot recimo v času takrat Marjana Šarca. Jaz mislim, da ta hip realno jim kaže, po mojem, nekje med 36 do 42 glasov, ne? Tej sedanji vladni koaliciji. Ne? In to mislim, da je zdaj ta hip pač nek maksimalni dosežek te leve politične opcije. Kaj bo pa pretehtalo? Kako? Kaj bo pretehtalo? Ne vem, jaz pa ne vem, kaj se še lahko zgodi v teh mesecih. Po mojem, kaj je dosti veliko ne. Jaz mislim, po mojem so ljudje že v precejšnji meri odločeni. Ne. Zdaj vprašanje, recimo, tista skupina neopredeljenih, ne, ali bodo prišli na volišče ali ne bodo prišli na volišče, ne, to je po mojem vprašanje, ampak načeloma mislim, da so ljudje že bolj ali manj opredeljeni in da se zdaj preprečuje samo še prepričanje in tako dalje. Ampak da je zdaj ta kulminacija s to vladavino 4-letna Goloba, ki je v bistvu atakiral zdravnike, kmete, samostojne podjetnike, poslovneže, mislim, da je bila neka kulminacija, ne, da se dogaja to, kar smo recimo pač kot nekateri komentatorji že ugotavljali, da bo Golob pokopal levico, ne, mislim, levo politično opcijo, da zdaj to postaja neka realnost, no, in da se jim bo to zgodilo. Ne. V kolikšni meri lahko k temu, kar opisuješ, pripomore to, da si v bistvu skuša tudi ostale leve stranke podrediti, ne? Videli smo zadnjič v bistvu tisti famozni sestanek, ne? Kako? Famozni sestanek smo videli zadnjič. Ne, jaz mislim, da tukaj veš pri Golobu, moraš vedeti, da tukaj je precej, bom rekel, zadeva je precej brez kompromisa. Jaz mislim, da on tudi, če ne izključujem, da ne bo šel tudi Janši ponujati možnost, da bi šel v koalicijo, ker njemu se pač gre, da ostane na oblasti. Ne? In tudi zdaj prvič sicer vidim, da je začel omenjati možnost nekega svojega odstopa in tako dalje, ne? Če mu ne bo uspel zmagati na volitvah, tako da očitno se lomi, ne? Ampak ne izključujem, da tako prav Miran Vilečič, da bo podelek po volitvah jutri že trko na Trstenjakovo, če bi se dal sestaviti kakšno veliko koalicijo. Ne? Pa kakšne so možnosti? On bi že mogoče lahko šel trkati, ampak iz druge strani... Ja, Misliš, da je ta interes? Ne vem, ampak veš, v politiki je vse možno. Ne? Politiki je vse možno, načeloma ga ni, ampak v politiki je vse možno. Ne? Mnogi, ki so Goloba pred 4 leti volili, ne, so danes razočarani. Mogoče ne razumejo njegove genialnosti, ne, kot pišeš tudi noter. Ja, mogoče res. Golob zase res verjame za genialnost, ampak po rezultatih sodeč je daleč od genialnosti. No? Po rezultatih sodeč. Če se omejimo samo na rezultate, daleč od genialnosti. On ni bil v nekem momentu, če natančno bereš knjigo, no, tista napoved, ki jo imam, pač citiram na začetku, ne, da dobena podrobnost ni nedolžna. Ne, ampak on v bistvu, če se pogovarjaš z ljudmi iz vlade, ni bil niti sposoben, bom rekel, korektno izpeljati sejo vlade. Ne. On v bistvu ni bil sposoben menedžerirati sejo vlade. On se je kot menedžer, kot nek vodja, kot nek lider, se je v bistvu pokazal kot katastrofa. Ne. Ampak eno je, bom rekel, pametovati na sejah kolegija GEN-I, ki si ti direktor, če nekaj ni po tvojem, metati računalnike, razbijati telefone in tako dalje, ne? To je delo na GEN-I, ne? Vsaj dvakrat je zbil po mojih informacijah računalnike, ni bilo po njegovem. Vlada je pa koalicija, ne? Imaš levico, imaš SD, možeš usklajevati interese, možeš dati menedžerirati, možeš biti malo psihologa, tega pa ni bil sposoben. Ne? On ima težave že z vodenjem vlade, vse je vlade, kaj šele z vodenjem države. Ne? To je dolgoletna novinarska kariera, ne?
Mislim, jaz se to govorim, zgleda mogoče bolj dramatično, ampak dejansko tako je. Zdaj, ali ljudje to verjamejo ali ne verjamejo, ali nočejo verjeti, ali hočejo verjeti, to je pa druga stvar. Ampak jaz sem kot novinar to dolžan povedati in napisati. Ne? Ravno to sem te še mislil vprašati. Po tvoji izkušnji v dolgoletni novinarski karieri si pač poznal praktično vse slovenske predsednike vlade. Kam bi v tem kontekstu lahko umestil Roberta Goloba in a je upravičena recimo primerjava z Drnovškom, ki jo nekateri zdaj spet? Mislim, jaz mislim... Ker to vse, ne, to vse govori, ne, da je on... Ja, ne, to govori Golob, ne. Dobro je, da gospod Drnovšek ni več živ, ne. Ker vprašanje, kaj bi on to povedal. Treba je pač vedeti, da Golob v času pod Drnovškom ni naredil nobene politične kariere. On je bil eden od državnih sekretarjev, kljub temu eden od 3 državnih sekretarjev na ministrstvu za gospodarstvo. In zelo hitro, leto, 2 leti se je nehala ta Golobova karijera pod Drnovškom. Potem je ustanovil svoje podjetje, imenovalo se je Strela G in je šel na trg z električno energijo in je tisto podjetje životarilo. Nekaj potem sta ga rešila Istrabenz in pa Gorenje, ki sta mu naredila, Igor Bavčar, Franjo Bobinac, ki sta mu z državnim kapitalom potem naredila pač podjetje GEN-I, ne, in je potem zadeva nekako funkcionirala. Ne. Ampak zato, ker je prišlo do neke politične odločitve, da GEN-I pridobi pogodbo za trženje nuklearne energije iz Krškega in tako dalje, ampak to so, bom rekel, že politične zgodbe. Ne. Skratka, on kot podjetnik, on kot politik ni uspel pod Drnovškom in kasneje, ko je šel v podjetništvo, ni uspel kot podjetnik. Ne. Tako da govoriti o tem, da je on novi Drnovšek, ne. Ampak ko gre enkrat za GEN-I, ne, težko bi bilo v bistvu v taki branži delati minus, ne. Zato se je v bistvu ga oprijelo potem. Ne. Če politika tebi ali meni ne uredi ekskluzivno pogodbo za trženje nuklearne energije iz Krškega, tudi midva narediva GEN-I, ne, ni noben problem. Ne. Fascinantno je pa to, kako je, skratka, 2 državni podjetji sta mu ustanovili GEN-I, Gorenje in Istrabenz. In on je šel v parlament, Evropski parlament in je tam govoril, da je on GEN-I ustanovil v svoji domači garaži. No. Kakšen človek može biti tako, da se greš v Bruselj in se zlažeš direktno evropskim parlamentarcem? No? Prosim te lepo. No, no sej, ravno to laž omenjaš. Ne. Ja, ker to je ta laž. Jaz ne vem, kolega mi je pač, ki je politični svetovalec, mi je dobro rekel, da je to definiral te Golob. Golob se zlaže in potem to laž rešuje s tem, da se pove novo laž. Laž na laž gre. Ne? Mislim, in to je res fascinantno, da se vem, vsi politiki pomalem lažejo, obljubljajo nekaj pa ne naredijo, ampak kaj takega, to je pa neverjeten fenomen. To bi se na vsako stvar se zlaže. Mislim, kaj takega še, jaz ne vem, jaz sem dal vse te predsednike vlad, pa predsednike strank v 30 letih skozi, vse sem poznal osebno, od vseh sem imel mobilne telefonske številke, sprašno za vsemi sem se tikal, ampak da bi pa nekdo tako, bom rekel, se serijsko lagal kot Golob, mislim, tega še pa nisem videl. Ne. Ravno to napišeš tudi v knjigi. Ne? Ja. Golob je povzdignil laž med ključne vrednote. Ja, to je pač, kot da bi nekdo pač rekel, moj program je anti-Janša in laž. Ne. Mislim, te 2 točke v bistvu, to je njegov politični program. Ne. Koliko imajo tukaj mediji pri tem zaslug? Ogromno. Mislim, ko je Golob se vračal v politiko, nihče od medijev ni jasno in glasno napisal ene stvari. Golob je ves čas direktor državnega podjetja in je obogatel v državnem podjetju. Operiral je z denarjem, javnim denarjem davkoplačevalcev. Primerjali smo ga z Jobsom. Mediji so ga primerjali z Jobsom, ki je obogatel z zasebnim kapitalom, z svojimi idejami, z svojimi produkti, patenti, ne vem čem še kola. Ampak to je prišlo za zasebni kapital. Golob je pa delal z državnim denarjem. In tega nihče od medijev ni povedal. Mislim, prosim te lepo. No. Tam se je začel. Kako? Razen nekaterih. Ja, razen nekaterih nas, ja. Ampak nas takrat niso hoteli poslušati. Ne? Ampak danes zdaj, recimo po tej knjigi, če pa še zdaj kdo reče, da to ni jasno, da se tega ne ve, halo, no. Tako, tudi napišeš v bistvu, zdaj noben več ne bo mogel reči, da ni vedel. Tako. Pretekel si 10 maratonov že, če sem prav ujel, ne? 10, ja. Ne, 10. A je pisanje ene takšne knjige tudi na nek način maraton, osebni, poklicni? Glej, jaz sem, tako je, no, na koncu se mi že zdaj bom rekel, mislim, kaj se pa greš, ne? 30. decembra, ker so vsi že nekaj dni žurali, smo mi da z oblikovalko zaključevala knjigo. Se dobro spomnim, 24:00 pa 10 minut. 10 minut čez polnočjo 30. decembra smo mi da to končala. Ne? Tako da to je bil, bom rekel, tako
Bil je res maraton, ne, sej noben maraton ni obvezen, tudi knjiga ni bila obvezna, ampak človek se loti pa reče, ok, v redu bom končal, ne. Ker tudi maraton ti recimo to da, ne, da pač nekako vztrajaš, da prideš v cilj, ne. Tudi če manjka na koncu samo še 1 meter, ne, ga moraš preteči, no, in isto je, ko delaš neko knjigo, ne. Ni bilo nujno, da jo delam, ampak čutil sem, da je nekako moram narediti, no. No, pa kateri je pa recimo na tistih realnih maratonih najboljši rezultat tvoj? Najboljši rezultat je pa 4 ure pa 21 minut. S tem, da sem jaz začel teči pred 15 leti, ne. Jaz sem prej aktivno igral tenis, se aktivno ukvarjal z smučanjem, nikoli nisem maral teči, nikoli pač nekako to mi ni bilo všeč. Potem sem pa v nekem momentu, ko je Barbara zbolela, pa mi je rekel, Bojan, če zame teči, pa sem šel teči 10 km v Ljubljani, ne. Sem pretekel 10 km in sem si mislil, kako pa je to pretečel 21, ne. Kako je to možno, da pretečeš 21 km, in sem pretekel 21. In potem sem rekel, kako je to možno 42, ne. In puf, evo, zdaj imam 10 maratonov za sabo že, ne. Kakšen bo dober rezultat tega maratona? Ja, ne vem, upam, da ga bo čim več ljudi prebrali, to si pač jaz želim, ne, zdaj kakšne bodo številke, zdaj. To ni več v moji moči, jaz več ne morem narediti. Jaz sem lahko samo knjigo napisal, jo dal v prodajo, zdaj, koliko ljudi jo bo kupil, koliko ljudi bo prebrali, upam, da čim več, ampak ne morem pa na to vplivati, ne. Ampak vplivaš pa lahko očitno na javno mnenje, praviš, da bi ta knjiga lahko ja, to pa vplivala to si pa na sam povedal, volitve, zakaj, zato ker zdaj več ne bo mogoče reči, nismo tega vedeli v Golobu, ne. To pa ja. Bojan, najlepša hvala za gostovanje Hvala za povabilo, ja. Domovini. Vam, drage gledalke in gledalci, pa lep pozdrav in do naslednjič.